Pozdravljene, drage kvačkarice. Danes bomo spoznale, kako se naredi, meduza. In sicer meduza za nedonošenčke. Navodila za izdelavo boste našle pod objavo, in želim vam veliko zabave. Za izdelavo meduze, ki izgleda na koncu takole, potrebujemo bombažno prejo. Jaz uporabljam različne. Tale na primer je meta. Važno je, najbolj pomembno je, da je 100% bombaž. Lahko kombiniramo z različnimi barvami. Jaz bom uporabila danes te dve. Potrebujemo tudi kvačko, ki naj bo velikosti nekje od 2,5 do 3, tale je na primer 2,5. Potrebujemo škarje, šivanko, prejo, s katero bomo prišile usta, in prejo, s katero bomo prišile oči. Potrebujemo tudi polnilo, ki naj bo pralno na 60 stopinj. Jaz kupim recimo v Isku en ogromen polšter, stane, ne vem, nekih 5 evrov. Preverim, da je na etiketi označeno, da je pralno na 60, in potem to polnilo uporabim. Okej. Začnemo z osnovno barvo. Meduza je sestavljena iz dveh delov. Najprej bomo nakvačkale tole glavo in ovratnik, tole. Na koncu bomo nakvačkale še pokrovček in 6 lovk. Takole. Začele bomo z magičnim krogom. Podrobnosti, kako se kakšna petlja naredi, si pa lahko pogledate na YouTubu, tako da enostavno vpišete v iskalnik na primer magični krog, in vam bo našel posnetke, kjer lepo zelo počasi razložijo. Naredimo magični krog, naredimo 2 verižni petlji in potem v prvo verižno petljo vkvačkamo 6 gostih petelj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobimo tole. Zdaj, vidite tole luknjico na sredini, zdaj tole moramo fino zategniti, da ni nikjer nobenih odprtinic. Takole. Zdaj pa v prvo zanko naredimo 2 gosti petlji in tako gremo okrog in okrog. Po 2 gosti petlji v vsako, da dobimo na koncu 12 gostih petelj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12. Naslednji krog delamo v eno gosto petljo po eno, v naslednjo pa 2. Ena gosta petlja in 2 gosti petlji v eno. Pa spet ena gosta petlja, pa 2 v eno. Tako gremo zdaj okrog in okrog. Na koncu dobimo 18 gostih petelj. Vedno je fajn, če še malo preštejemo, če nismo sigurne, zato ker mora biti meduza narejena natančno. Velikost je predpisana, na koncu jo bomo še izmerile.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tako, imamo krogat z 18 petljami. Zdaj gremo pa v naslednji dve petlji bomo naredile po eno gosto petljo in potem v naslednjo dve. Evo, 1, 2, pa zdaj v tole dvojno. In zopet 1, 2 in v to naslednjo naredimo 2 v isto. In tako postopoma širimo krog. Ko bomo prišle do določene širine, bomo pa delale v dolžino. Kvačkamo lepo gosto, da ni nikjer nobenih odprtinic. Če slučajno je kje kakšna odprtina, skozi katero lahko pride slamica, recimo ta za sok, potem je meduza neprimerna. Ker ti mali dojenčki, nedonošenčki, lahko kak prstek tja noter zapletejo in v glavnem pač takih odprtin ne sme biti. Zdaj imamo krog s 24 petljami. Zdaj pa gremo v naslednji krog, kjer bomo spet širile, in to najprej naredimo 3 enojne, 1, 2, 3, in potem v naslednjo 2 gosti petlji. Tako, in zopet 1 enojna, 2 enojni, 3 enojne in v naslednjo zanko 2. Takole, cak. In spet 1, 2, 3, dvojna. Takole, pa spet 1, 2, 3, dvojna. Takole. Še eno, 1, 2, 3 in dvojna. In še eno, 1, 2, 3 in dvojna. Tako. Dobimo krog s 30 zankami. Še vedno ga širimo, še 2 kroga ga bomo širile, potem gremo pa v dolžino. Zdaj pa nakvačkamo 4 enojne, 1, 2, 3, 4 in dvojno. V prejšnjem krogu smo imeli 30 petelj, zdaj jih bomo imeli 36. In zopet 1, 2, 3, 4 in dvojna. 1, 2, 3, 4 in dvojna. In spet 1, 2, 3, 4 in tako v bistvu cel krog ponovimo. 2, pa 1, 2, 3, 4 in 2. Tako. Zdaj imamo krogac s 36 petljami. In še zadnja razširitev. Zdaj bomo šle pa po 5 enojnih gostih petelj in potem v 6. zanko po 2 gosti petlji. Dobile bomo 42 zank na koncu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in zdaj spet dvojna. 14, 15, 16, 17, 18, 19 in dvojna. 21, 22, 23,
24, 25, 26 in dvojna, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 33 in dvojna, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, evo dvojna, 42, tako. To je zdaj krogec z 42 petljami. Zdaj bomo pa kvačkale samo goste petlje okrog in okrog, v bistvu potem je 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 vrstic samo gostih petelj. Da se ne zgubim, si jaz pomagam, tako da si odrežem eno drugo barvo, mali košček in ga dam tukajle, kjer delam, tako, takole. In zdaj kvačkam naprej. In s tem si tukajle označim, kje sem ostala. In zdaj bom kvačkala 10 krogov samo gostih petelj, brez širjenja, brez ožanja, da dobimo zdaj višino. Evo, takole. Zdaj smo nakvačkale 10 vrstic samo gostih petelj in smo dobile zdaj višino. Ne, višino. V naslednjem koraku bomo pa začele ožati. Najprej bomo naredile 6 gostih petelj, v vsako po eno, potem bomo pa 2 skupaj združile. 7. bo torej združena, oziroma pardon, 6. bo združena iz 2. Naredile bomo 5 enojnih. 1, 2, 3, 4, 5 gostih. Zdaj bomo pa po 2 skupaj gremo noter, potegnemo zanko ven, gremo v naslednjo, potegnemo zanko ven. Imamo zdaj na kvački 3 zanke in vse skupaj potegnemo dol. In tako gremo okrog in okrog. Spet 5, 1, 2, 3, 4, 5 in zopet noter, ven, v naslednjo, ven, imamo 3 gor in vse 3 potegnemo dol. Tako. In spet 5. 1, 2, 3, 4, 5 in 2 skupaj. Pa spet 1, 2, 3, 4, 5 in 2 skupaj. 1, 2, 3, 4, 5 in 2 skupaj. In še zadnja. 1, 2, 3, 4, 5 in 2 skupaj. Zdaj smo zožale na 36 petelj. V naslednjem krogu bomo zožale na 30 petelj. In to tako, da bomo naredile 4 goste petlje, po eno v vsako. 1, 2, 3, 4. In zdaj v naslednjo bomo pa pokvačkale 2 skupaj. V eno, v drugo. Imam 3 petlje gor in vse 3 potegnem dol. In spet. 1, 2, 3, 4 in 2 dol. Oziroma 2 skupaj. Okrog in okrog. 3, 4.
Evo, smo prišli spet okrog. Zdaj pa že dobiva eno svojo pravo obliko. In pred nami je še zadnji krog, kjer bomo ožale. Zdaj bomo pa nakvačkale 3 goste petlje, v vsako petlo po eno. 1, 2, 3 in zdaj po 2 skupaj. In spet 3 enojne. In 2 pokvačkamo skupaj. Na koncu bomo dobili 24 petelj, kar je naša končna širina. Evo, takole. In prvi del je narejen. Lahko odstranimo tole. In lepo pustimo nekaj nitke, ostalo odrežemo. V naslednjem koraku se bomo lotili izdelave ovratnika tegale dela. Tako, za izdelavo ovratnika lahko nadaljujemo z isto barvo, s tem, da potem nam ni treba tukajle odrezati. Lahko pa nadaljujemo z novo in je potem pač meduza majčkeno bolj pisana. Pri barvah moramo biti pa toliko previdne, da izbiramo take nežne pastelne barve. Najbolj pomembno pa je, da barva ni rdeča, oranžna, črna, ne. Naj bodo barve lepe, nežne, prijazne. Tako. Kako zamenjamo barvo? Tukajle imamo zanko. Vzamemo novo barvo. Taknemo kvačko v zanko in zahakljamo drugo barvo, potegnemo čez zanko in zdaj potegnemo tole prosto vrvico, da zategnemo tole spodnjo zanko. Evo, takole. In smo zamenjale barvo. V kolikor katera želi več informacij, vtipka na YouTube, kvačkanje, menjava barve na primer, in dobi posnetke. Zdaj bomo delale polšibične petlje. To so te, ko so enkrat ovite, in delale bomo v zunanji, ko so tele verižice, bomo uporabljale samo zunanjo zanko. Tole, v tele bomo kvačkale ovratnik, ker v notranjo bomo pritrdile pokrovček z lovkami. In gremo, kar zavijemo. V zunanji del naslednje petlje naredimo eno polšibično. Še enkrat tele vrvice, ki so proste, zategnemo. Tako. Zdaj pa kvačkamo naprej. V naslednjo zunanjo zanko bomo nakvačkale 5 šibičnih petelj. 1, 2, 3, 4 in 5. V naslednjem koraku spustimo eno zanko in gremo delati v naslednjo. Torej nam ostane ena tukaj frej. Jo bomo potem kasneje še zapolnile, da ne bomo imele presledkov.
In spet v zunanjo zanko naredimo polšibično petljo. Potem zopet v zunanjo zanko naredimo 5 šibičnih. 1, 2, 3, 4 in 5. Tako. Spet spustimo eno tole tukajle in naredimo polšibično v naslednjo zanko. Tako ponavljamo okrog in okrog, da dobimo 8 takihle, kako naj rečem temu, 8 takih izboklinic. In spet 5 šibičnih, 2, 3, 4 in 5. Zopet eno preskočimo in naredimo polšibično v naslednjo. Potem zopet 5 šibičnih. 1, 2, 3, 4 in 5. Zopet eno preskočimo in v zunanjo zanko naredimo polšibično. Pa spet 5 šibičnih. In bomo kmalu prišli okrog in okrog. 3, 4, 5. Takole. Zopet polšibično. Pa spet 5 šibičnih, hops. 2, 3, 4, 5, pa spet polšibična. Evo še 2. Tako. In že nastaja ovratnik. Takole. Zdaj smo dobile takole, ne pokažem, okrog in okrog prvo vrstico ovratnika. Zdaj se bomo lotile druge vrstice. In sicer v prvo zanko naredimo eno gosto petljo. In potem naredimo v naslednjo zanko 2 gosti petlji. Pa zopet eno gosto petljo in 2 gosti petlji. V zadnjo od teh 5 šibičnih naredimo gosto petljo, eno. Zdaj smo pa na tem mestu, kjer smo prej preskakovale po eno pač tole zanko in tukajle nam je nastala ena taka lukenca, ki jih ne sme biti. Jaz se zdaj teh lukenc takole rešim. Da grem zdaj v spodnjo, čisto spodnjo, roza. In v bistvu potegnem gosto petljo skozi 2 vrstici skupaj. Takole. In potem spet nadaljujem. To je to mesto, kjer je bila prej luknja. Pa gremo. Zdaj smo tukaj, kjer je bila polšibična, naredimo gosto. Zdaj smo tukaj pri temule, kjer je bilo 5 šibičnih, tukaj naredimo zdaj eno gosto. Pa 2 gosti. Pa eno. Pa 2. Pa smo spet pri tej lukenci.
Takih lukenc ne sme biti, ker jaz lahko tukajle recimo taknem šilček, ne šilček, svinčnik, takih lukenj ne sme biti. Tako da bomo zdajle zadelali. Delamo pa tudi seveda samo na zunanji petlji, spet zagrabimo skozi 2 vrstici in lepo pride takole. In naprej. Gosta, gosta, 2 gosti, gosta, 2 gosti in zopet luknja in zopet gremo čisto v spodnjo in zapolnimo tole. Pa spet in tako okrog in okrog. Ko pridemo okrog, je naša glava že skoraj končana. Potem bomo samo še prišili obraz in se bomo lotile pokrovčka pa lovk. Še malo, še ta zadnja. Evo. In se bližamo koncu, na koncu pa še pokvačkamo tole ta zadnjo luknjo. In naš ovratnik je končan. Tole lepo odstrižemo, pustimo neko dolžino, ki jo bomo potem, da bomo nitko potem lažje všile noter, da ne bo. Evo, tukajle na vrhu tudi ni več odprtine. Ovratnik je lepo enakomeren, brez odprtin. Zdaj se bomo pa lotile obrazka. Obrazek mora biti prijazen. Tole je pač moj način šivanja obraza, lahko je drugačen, v navodilih je malo drugače. Pomembno je, da je prijazen, pa da ne uporabljamo nekih divjih barv. Takole, jaz ga kar prišijem. S črno bombažno prejo naredim oči. Zelo pomembno je, da dobro zavežemo, da se morebitni kake nitke ne parajo, ker hobotnice morajo biti pralne, ne smejo razpadati, a ne. Takole. Ups.
Mislim, da tele meduze in hobotnice za nedonošničke sprejemajo že kar vse ali pa vsaj večina slovenskih porodnišnic. Tako da vas bodo povsod veseli, če jim boste prinesli. Največ jih pa porabijo seveda v Ljubljani in Mariboru. Takole, evo, enuček bo zdajle gotov. Takole. Eno oko. Naslednje oko. Takole. Evo. Ups. Takole. Evo. Imamo oba očka. Zdaj pa obrnemo kontra in tole res dobro privežemo skupaj, da se kaj ne spara. Tole. Evo ga. Očki so gotovi. Zdaj pa še usta. Usta bomo naredile z, ja, tole bo v redu, s tole rožnato brejco. Sčasoma se čisto navadiš in postane rutina. Na začetku sem se pa tudi jaz malo lovila pa parala pa tako naprej. Ampak potem se pa naučiš, pa je. Evo, ustka. Takole. Evo. Tudi usta so narejena. Enako kot prej, obrnem narobe in zelo dobro tole zvežem z vozlom, da se kaj ne spara. Tako. Evo. Glava je gotova.
Zdaj pa sledi še spodnji del. Za spodnji del uporabimo tole prejco, ki smo jo imeli za spet tole osnovno, roza v tem primeru. Spet naredimo magični krog. Pri meduzi je malo manj dela z lovkami, ker jih je samo 6, pri hobotnici jih je pa 8. Magični krog, naredimo 2 verižni petli in potem v prvo verižno naredimo 6 gostih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tako kot ko smo začele glavo delati. Fajn zategnemo, da tukaj ni nobene odprtine. Ne sme biti odprtin, ne sme biti lukenj. Da polnilo ne gre ven, da prstki ne zaidejo slučajno kam. In sedaj v vsako gosto naredimo po 2 gosti petli, da dobimo na koncu krog z 12 petljami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evo, tako. Zdaj, v naslednjem koraku bomo pa hkrati širile in delale lovke, ne. Tule čisto na sredini je takle krogec, kot ga imamo zdaj. In zdaj se bomo spravile delati lovke. V naslednjo petlo naredimo gosto in gremo v naslednjo. Naredimo še eno gosto. To je zdaj že nova vrsta. Zdaj pa naredimo 50 verižnih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Evo, 50 verižnih. In zdaj začnemo delati po 2 polšibični petli v vsako verižno. Začnemo v drugo zanko od kvačke. Po 2 polšibični, to so te, ki so enkrat ovite. Enkrat ovite, oviješ, daš noter v zanko, potegneš ven, imaš 3 gor in vse 3 dol potegneš. Tako. In še eno enako v isto zanko. In tako se pomikamo zdaj po tej verižici navzgor. S tem načinom kvačkanja bomo dobile take lepe, skodrane lovke, ki jih potem ti mali dojenčki stiskajo in jih v bistvu spominja na popkovino. Takole, evo, se je že začelo kravžljati. Ta postopek v bistvu ponovimo čisto skoraj do vrha. V zadnjih 10 petelj bomo naredile pa po eno gosto. Takole, tole je najbolj zamudno pri vseh teh meduzah, hobotnicah se najbolj zamudim ravno pri lovkah. Mora biti pa res lepo narejene, treba je kar precej čvrsto kvačkati, da ni nobenih lukenj, ne, to res
ker drugače škoda vašega truda, ker tega izdelka potem ne bodo dali naprej v uporabo, ne, tako da je boljše, da se fajn potrudite, naredite tako, kot je treba. In bo potem to šlo naprej. Takole, evo, se že dela lovka. Če vam rata taka preveč rahla, razvlečena, včasih pridejo take razvlečene, ne, to pomeni, da ne kvačkate dovolj na gosto, dovolj čvrsto. Je treba malo bolj zategniti. Takole, bližamo se zdaj pokrovčku. Še malo. Takole. Evo. Takole, da preštejem, koliko jih je ostalo. 2, 4, 6, 8, 10. Še eno. Okej. Evo, zdaj imamo del, ki je skodran, in tukajle še 10 verižnih petelj do pokrovčka. V zadnjih 10 petelj bomo delale goste. Vsako eno. Ta del pride raven. Tako, zdaj smo prišle do vrha. Zdaj pa v isto zanko, iz katere smo začele delati lovko, vkvačkamo še eno gosto petljo. Tako naredimo razširitev. Smo rekle, da bomo v tej fazi delale in širile in delale lovke. Tako da zdaj je tole tako. V naslednjo naredimo samo eno gosto petljo. V naslednjo pa naredimo gosto petljo in iz nje zopet 50 verižnih. In zopet nakvačkamo lovko. Ko pridemo do konca, naredimo na koncu 10 gostih in v tisto zanko, v kateri se je lovka začela, naredimo še eno gosto in tako razširimo. In tako naprej, okrog in okrog. Na koncu dobimo takole 6 lovk, vmes razširimo in potem bomo naredile še eno vrstico, v kateri bomo še razširile in potem bomo pričvrstile pokrovček na našo novo meduzo. Okej, takole, zdaj imamo nakvačkan pokrovček in 6 lovk. Zdaj bomo pa še naredile zadnjo vrsto, in sicer bomo v tele zanke, ki so vmes med lovkami, bomo širile. Tukaj v te zanke bomo delale po 2 gosti petlji.
Potem pa na vsako stran lovke po eno petlo in zopet tukaj v sredinsko po 2 gosti petlji. Tako da bomo na koncu dobile 24 petelj. Evo, začnem v teli vmesni zanki, kamor bom naredila 2 gosti petlji. 1, 2. Zdaj pridem na začetek lovke. Na začetku lovke naredim eno gosto petljo. Zdaj pa jaz to tako delam. Lovko prepognem naprej in pokvačkam gosto petljo še v levo stran lovke. Takole. Zadevo fajn zategnem, da ni nobenih lukenj. Takole. In sem spet v tem vmesnem delu, kamor pokvačkam 2 gosti petlji. Pridem zopet do nove lovke. Pokvačkam eno gosto na začetek lovke. Lovko prepognem noter in zdaj še na desni strani pokvačkam eno gosto. Fino zategnem. In zdaj se nam tukajle noter delajo takole lepo. Zdaj smo spet pri tem vmesnem delu, 2 gosti. Začetek lovke 1, lovko prepognem, na levo stran lovke še eno fino zategnem, zopet tukajle 2 gosti, začetek lovke prepognem, leva stran lovke, fino zategnem, spet 2 gosti, začetek lovke, prepognem, na levi strani zategnem, 2 gosti, začetek lovke, prepognem, leva stran, dobro zategnem, spet 2 gosti in sem, oziroma ne, zdaj sem pa že naokrog. Tako da kar tukajle zaključim. Evo, z te strani izgleda tako. Z te strani pa imamo zdaj en tak lep pokrovček z lovkami. Zdaj pa samo tukajle, ko smo prej delali ovratnik, so nam ostale zdaj notranje zanke. Okrog in okrog tele notranje zanke. V te notranje zanke bomo zdaj šle in bomo pritrdile pokrovček. Takole. Tako, tukajle gremo čez obe. Čez obe. Potem gremo čez eno tole zunanjo in potem samo potegnemo. Tukajle skozi samo enostavno potegnemo ven. In naslednjo. In zopet. To ponavljamo skoraj okrog in okrog. Pustimo si malo odprtino, skozi katero bomo dale noter lahko polnilo. In naša meduza bo potem gotova. V angleščini se tale obod imenuje slip stitch. Zdajle se ne spomnim točno, kako se imenuje v slovenščini, ampak je precej enostaven. Takole. Poleg videa bodo priložena tudi navodila za izdelavo. Video je samo v pomoč. Takole. Evo, smo že skoraj naokrog.
Še enih par. Evo ga. Tako, pustimo si odprtinico, skozi katero bomo zdaj natlačili polnilo. Kar fino napolnimo, da je precej čvrsta, zaradi tega, ker se med pranjem tole polnilo še malo zbije. Takole. Že dobiva obliko. Tako, evo naša meduza. Še zadnjih nekaj obodov. Bo pa res fino, čvrsto napolnjena. Takole. In zaključimo. Evo. Tako, odrežemo, pustimo nitko, ki jo bomo še kasneje všile. Tele, ki smo jih sproti ukvačkali, jih lahko zdaj odstrižemo. Ostane nam pa še ena od ovratnika, pa ena od pokrovčka in naša meduzica je narejena. Evo, želim vam veliko uspeha pri ustvarjanju. Če pa bodo kakšne težave, se pa lahko oglasite v Facebook skupini Projekt Hobotnica, kjer smo vedno na voljo za pomoč. Tako da dobrodošle. Adijo.